Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni na kanalu Televizije AS, kjer za vas pripravljamo različne vsebine, ki so seveda tudi aktualne. No, tokrat se bomo pa pogovarjali o gotovini in o tem, da iz centra moči prihajajo pozive in pa tudi že konkretni koraki, da bi v naslednjih letih se naj ukinila uporaba gotovine. Seveda, nekako pa imamo tudi, ne samo v Sloveniji, ampak tudi po drugih državah razne iniciative, ki temu seveda nasprotujejo. In tako smo danes, seveda bi kaj o teh stvarih več zvedeli, povabili v studio predstavnika Združenja Povezani smo, gospoda Ivana Jurgeca, da nam kaj več o teh zadevah z gotovino tudi kaj več pove. Tako, gospod Jurgec, lepo pozdravljeni v našem studiu. Hvala za povabilo. Pa morda za uvod, če kaj več poveste, kam gre ta smer. Torej, sedaj imamo mi, ko uporabljamo gotovino, pa uporabljamo tako imenovani plastični papir, plastični denar oziroma digitalni denar prek kartic. Pa če morda za gledalke in gledalce poveste kaj več, kaj se sedaj tu v ozadju dogaja in kako dolgo še bomo lahko uporabljali gotovino, če bo seveda šlo vse po načrtih teh iz Bruslja. Zdaj tako, težnje so, da se preide v digitalni denar, se pravi v digitalni evro in da na nek rok, zdaj, koliko je ta rok, to je težko reči, glede na situacijo, ampak iz dneva v dan so večje težnje Evropske centralne banke in pa ljudi iz Brusla in iz Evropskega sveta da bi se v celotni Evropski uniji prevzel nekako digitalni evro. In v tem cilju tudi kar precej delajo iz dneva v dan, tudi v Sloveniji. In avtomatično je pol težnja potem umiko gotovine iz obtoka, iz različnih vzrokov. Vemo, da pred časom je bilo neka težnja, da so umaknili 500-evrški bankovec, ker je kao bil za neke, kako bi temu rekel, te korupcije, pa za neki trg, pa neke zadeve bolj kriminalne, ampak to je bila prva težnja pred leti. Zdaj se pa gre za to, da vemo, recimo v času te korona je bilo tako, da so dajali informacijo, da se kao virus širi preko denarja in pol so pozivali ljudi, da Prej so govorili nekdaj, da tam kokain, pa heroin, pa zdaj so te korona, zdaj ne vem. Tako da ljudi... Zdaj pa mogoče kakšen prstni odtis od Putina še gore, pa kakšne take stvari. Možno vse skupaj, karkoli, ampak težnje grejo s temi zadevami glede na izjave različnih bančnih veljakov, če rečem tako pomembnih, da bi se v naslednjih letih uvedla ta digitalna zadeva. Gotovina kot taka je pa tako v nevarnosti, da se bo ukinila in tega pač po mojem mnenju in po mnenju našega združenja in tudi, bom rekel, precej ljudi ne smemo dopustiti, ker mislim, da gotovina mora ostati ena od opcij našega plačevanja v prihodnosti, pa naj si bo tudi za kartično ali pa digitalno, ampak gotovina mora obstati, da bomo lahko mi svobodno izbirali, s čim bomo pač plačali storitve, blago in karkoli. Ker če preidemo na digitalno, to je ta zaskrbljujoča zadeva, lahko preveč gre v to nadzorstveno zadevo. Ravno to sem vas hotel vprašati, kje so sedaj tiste največje nevarnosti, če se zgodi, da ostanemo brez tega možnosti plačevanja z gotovino in nam ostane samo ta digitalni denar. Največja zaskrbljujoča zadeva je ta nadzorstvena zadeva, ki vemo, da recimo, tako bom rekel, vidimo že velike težnje v tem ogljičnem odtisu, katerega skozi te podnebne spremembe in te zadeve kar dosti plasirajo v medije in dejansko se v tej zadevi tudi dosti dela. Če samo omenim, mislim, da na Nizozemskem Mastercard, mislim, da je na Nizozemskem dve banki že Mastercard uvajajo notri glih vzeti tega ogljičnega odtisa. To pomeni, da bodo ti oni lahko na podlagi tega, kaj bomo mi kupovali, kaj bomo mi uživali, kaj bomo mi, nam bojo oni nekako točkovali in nam
s nekim socialnim kreditiranjem po eni strani, podobno, kot ga že imajo na Kitajskem, lahko omejevali, kaj bomo kupili, koliko bomo kupili in če smo nekaj že kupili, nam nekaj bojo omejili, ker bomo delali škodo našemu podnebju, če rečem tako, ta ogljični odtis, ne, se vemo, v katero smer gre. Ampak problem je v tem, da če nam gotovino ukinejo, potem ne bomo imeli svobodne izbire, da lahko dejansko, ne vem, gremo in svobodno, brez tega, da kdorkoli ve, zakaj se nas uporablja ta denar, nam bojo vse vedeli, ne, bom rekel. Ker vemo, da če gre digitalizacija, je to neki programiran denar in nekdo za tem stoji, ne navadni ljudje, ampak to inštitucije, katere določajo, bi rekel, zakaj se gre, bomo rekli, ne vem, mogoče ne bomo dovolj poslušni državljani in nam bojo lahko omejili, blokirali, točno definirali, zakaj bomo uporabljali, ne. To je ta nevarnost v prihodnosti, ne. Ker če pogledam en primer iz preteklosti, spet se pravi ta konvoj svobode, ki je bil v Kanadi, ko so se svobodno izražali, protestirali zoper to cepljenje, ne, so ljudem, kateri so delovali v tem, blokirali račune, ne. To je že bila prva taka zadeva, ki se pravi, že zdaj je možno marsikaj narediti, ne. Če pa pridemo v popolno digitalizacijo, smo pa, tako kot jaz pač pravim, pa tudi zagovarjamo, nastane neko digitalno suženjstvo, bi rekel temu, ko nam nekdo določa, kaj bomo lahko s tem naredili, koliko, zakaj uporabili in to je ta nevarnost, ne. Pa ni to neka teorija zarote, ampak to je dejansko realnost, katera se lahko nam zgodi, zato tudi skozi to pobudo želimo ljudi ozavestiti, informirati, da malo razmišljamo o tej stvari, kaj se lahko zgodi. Ne, ko se bo zgodilo, takrat bo že prepozno, ne. Kaj pa recimo, ko so neke izredne situacije, kot so bile recimo pri nas poplave, ko nič ne deluje, ali pa recimo, ko se je začela v Ukrajini vojna, pa tudi nič ni delovalo, kaj če bi do takih situacij prišlo, ne? Ko dejansko nič ne deluje in ti prideš, bi si bral nekaj kupa, a bo šlo takrat z... Saj to je tista zadeva tudi, ne? Tu prije lahko pa do kolapsa, ne? Do vsega, če nijamo neke te izbire, se pravi gotovina, ne? Ker v tem primeru je gotovina bila edino plačilno sredstvo, recimo tu pri nas tudi, ko so si lahko kupovali, ne? Koliko je pač bilo možnosti, kar je bilo. Če smo v digitalnem, prije do elektrike, do nekih hekerskih napadov, pa bilo česa, ostanemo brez in nam lahko omejijo, ne vem, s takim načinom, a pa ne samo, da omejijo, lahko pač prije do tega, da ne moreš tisti trenutek, ko bi potreboval denar, ne moreš razpolagati z njim in si lahko prije do krize, ne, dan, dva, teden, Bog se vedi koliko, ne, vojne nastanejo lahko, koliko je tam, si lahko, ne vem, cel mesec brez finančnih sredstev in ne moreš razpolagati, do česa bolj prije do krize pri ljudeh, ne, in ljudje pol vedno če se tako malo nasankamo, ne, ker nimaš vpliva na te zadeve. Ko pa imaš denar, se pravi nekaj v roki, da lahko to s tem razpolagaš, je to rešitev, bi rekel temu, ne. Pa menite, da recimo mlada generacija, ki vsi to uporablja, vse to nekako brezstično, pa kartice, pa to je zanimivo. Menite, da se oni zavedajo pomena gotovine? Mlada generacija se ne zaveda toliko tega, ne, ker je že recimo to je nek proces, vse kar deluje, je ta proces spreminjanja naših navad, ne. In tudi te navade nam spreminjajo že ne samo zdaj, skozi te zadnje mogoče 2-3 leta, ampak že 10, 15, 20 let, od kartic naprej, ne, to kartice so pa bile uvedene že kar mnogo let nazaj, ne. In tudi digitalni. Bom rekel, jaz nisem nasprotnik tehnologije in tega, ampak jaz sem recimo zaskrbljen, kam lahko ta tehnologija se usmeri v to nadzorstveno zadevo in skozi vpis gotovine v ustavo bi lahko temu nekako, če rečem tako, lažje spali, ker bi bili v našem najvišjem inštitutu, se pravi aktu, bi bila zapisana gotovina kot pomembna stvar in tudi če bi kdorkoli razmišljal, da bi digitalni denar uvedli, mi imamo to vpisano, tako kot recimo Slovaška, ne, in najverjetneje Slovaška ni brez pomena vpisala, pa tudi v Avstriji se zavzemajo za vpis in druge težnje so, ne. Tako da jaz mislim, da ta digitalna zadeva je koristna, a hkrati je lahko glih ta problem nadzorstvene zadeve, ne. Torej, ta zadeva z vpisom gotovine v ustavo ni samo slovenska zadeva, ampak tudi se
po drugih državah nekako to tudi ljudje so se aktivirali, so iniciative in sami ste omenili Slovaško. Kakšen je bil tam postopek, da so nekako vpisali to v ustavo? Na Slovaškem se ena skupina poslancev aktivnosti peljala v tej zadevi, se pravi, da so bile težnje po vpisu gotovine in očitno se je tam bil tudi pol njihov parlament podvržen oziroma so se strinjali s to zadevo, tako da so, mislim, da ne vem, bom rekel, maja ali junija vpisali gotovino v njihovo ustavo. Ne. Kaj pa naši poslanci? Jim gotovina več nič ne diši? Ja, to bomo pa videli, ne. To mislim, da bojo pač v tem prihodnem času se morali izkazati glede na samo pobudo oziroma predlog in čakamo pač tudi oziroma bomo videli, kakšni bojo odzivi naših vseh izvoljencev, bi rekel temu, ne, kaj bojo oni rekli na to zadevo. Ne. Jaz si želim in upam, da če ni v ozadju, bom rekel, tako jaz vedno pravim, ne vidim jaz nič takšnega nevarnosti za njih, pa za neko stvar, če prije do vpisa gotovine notri, če nimajo morda v ozadju nekih drugih namenov. Ne. Se pravi, če ni, kot pravijo nekateri, se ni bojazni, da bi se gotovina odpravila, ne, potem tudi ne vidim jaz strahu, da ne bi gotovine vpisali v našo ustavo. Razen seveda, če je težnja, vemo, kako to poteka po hierarhiji Evropske unije in vsega ostalega, da bi se to zadeva pač izvedla. Ne. Zdaj, če še gremo malo konkretno na to vašo inicijativo, torej gotovine ne damo, je vaše geslo. Sedaj vi zbirate podpise. Do kdaj, koliko in kakšen je potem protokol? Zbiramo podpise od 1. septembra do 30. oktobra. Zbrati jih moramo pač najmanj 30.000 podpisov in protokol je tako, ko bomo zbrali to potrebno število, jaz verjamem, da bo številka presegla teh 30.000, bomo podali v Državni zbor uradni predlog, katerega bo potem Državni zbor obravnaval. Seveda se pol ustanovi ta ustavna komisija, katera v prvi fazi prouči ta predlog, katerega lahko seveda malček spremeni, dopolni in tako dalje. In potem seveda na njihovi prvi vlogi ali vidijo, da podprejo ta predlog ali pa ga se zavrnejo. Ne? Pač ustavna komisija je pač inštitut, ki dejansko je za ustavo kot naš najvišji akt neka zaščitna zadeva. Ne? Seveda, jaz si želim, da bojo zadevo podprli in da gre potem naprej v drugi korak, to pa pomeni, da gre med poslance, ne, kateri morajo pa spet ta predlog podpreti z dvotretjinsko podporo. Ne. To si želim in upam, da bo razum pri naših poslancih takšen, da bi to vpisali v ustavo. Mogoče malo zakarikiram tako, pa se pohecam, če se spomnimo tega vpisa vode v ustavo, ne, tudi takrat je bila menda prva, ki je vpisala v ustavo, Slovaška, ne, drugi smo bili menda mi in si želim, da je mogoče bilo zdaj podobno, ker je Slovaška zdaj bila prva, ne, in da mi to naredimo recimo drugi. Ne bi morda bilo morda primerno, če bi se razpisal referendum in bi se ljudje odločili, če bodo ljudje bomo imeli gotovino ali ne. Če smo neka demokratična družba in ljudje lahko odločamo, imamo sedaj poslance, ki v našem imenu odločajo, ampak ne, ni to neka tema, ki nekako bo določala življenje naših potomcev. Pa ne bi bilo primerno, da bi šlo to vprašanje na referendum in bi ljudje šli na referendum in rekli, bom imel gotovino ali pa ne bomo imeli gotovino, oziroma ali bomo imeli gotovino in digitalno ali pa bomo imeli samo digitalno plačilno sredstvo. Ja, saj s tem bi se strinjal, sam bi tu morala biti recimo odprta, kako bi temu rekel, medijski prostor, da bi lahko in eni in drugi nekako enakovredno predstavili svoje argumente ljudem, ne? Ker ponavadi je tako, da mogoče ima ena stran malo več možnosti za predstavitev, druga pa malo manj in pol je ta težnja pri ljudeh, da ne pride v vsako vas, v vsako dom prava informacija in se pol ljudje ne morajo glih pravilno odločati, ne?
Tako je tudi sedaj, recimo, ne, bom rekel, gremo predvsem mi z manjšo podporo medijev, recimo, ne, bolj z tem od ust do ust širjenjem, ne, kar je pomembno, da se pogovarjamo. Tako da ja, seveda se strinjam, da bi bilo smiselno, da bi to bilo, ampak recimo prva stvar je ta, da lahko pišemo notri, potem pa tudi v končni fazi morda bomo videli, kaj bo prihodnost pokazala, tudi na to tematiko nekaj naredimo. Ne. Kakšni so res odzivi medijev na to vašo inicijativo za vpis gotovine? Zdaj bom rekel tako, odzivi mogoče so boljši, kot sem pričakoval, ne, kar se tiče tega, ker sem prvo mislil, da pač nekih odzivov ne bo, ampak nekako do zdaj smo prišli, da smo imeli en članek v tem časopisu Delo, ne, potem je bil en korekten prispevek nared na RTV Slovenija v oddaji Tednik, pa članek v Jani, potem pa mislim, da še enih par lokalnih časopisov občinskih je malo poširilo zadevo, tako da tu se pa zadeva konča, pa seveda pri vas, ne, sedaj. Jaz si pa želim, da bi tudi še lahko prišli kam drugam, da pač povemo te zadeve, da ljudje slišijo to zadevo in se pol tudi odločijo. Se pravi, če nimajo informacij, se ne morejo odločiti, ne. Mediji so pa, ne, ste, ne, neki vir informacij, kateri lahko jih gre v širšo eter. Menite, da je onim zgoraj v interesu, da se o tej zadevi tudi v medijih piše in govori? Ja, tako bom rekel, mislim, da ne, ker je to taka tematika, ki vse tako, po mojem, je, ker vemo nekaj, da ko pridejo neke direktive iz Evropske unije oziroma iz takih centrov, kot je Evropska centralna banka in te ponavadi, ne, pač naši ti poslanci, vlada in karkoli nekako slepo sledijo in izvršujejo te zadeve. To so pri koroni, ja, pa skupaj, pri ukrajinski vojni, ukrajinsko-ruski vojni, nažalost je pa tako, še marsikaj se zgodi. Marsikaj, ja, tako. Torej, zdaj, če vas želijo ljudje podpreti pri zbiranju teh podpisov za spremembo ustave, kaj lahko naredijo? Sta dve opcije, ne, se pravi, vsi ljudje, kateri imajo digitalni podpis, ne, lahko to naredijo na spletni strani e-uprave, ker je pač možno oddati pač podporo digitalno, se pravi, ne, tako, kar je koristna zadeva, recimo, ne. Po drugi strani pa z obiskom upravnih enot oziroma krajevnih uradov, to je vsaki dan v času poslovnih ur, ne v uradnih urah, ampak poslovni čas, se pravi, vsaki dan lahko grejo tam in je možno vsaki dan oddati podporo, se pravi, tam pridejo, izpolnijo ta obrazec, kateri je dobro, da je, oziroma dobro, mora biti pravilno izpolnjen z velikimi tiskanimi črkami, morajo pač paziti, mogoče poprašajo uslužbenca na upravni enoti, ker do zdaj imamo izkušnje, da so zelo prijazni pa pomagajo pri tej stvari, da ne pride do nekih napak. In potem seveda, ko se potrdi ta se pravi, obrazec, ne, ga pač morajo nekako dostaviti meni kot pobudniku, ne. Zdaj ga pa lahko dostavijo tako, da mi pošlje na moj naslov, kateri je tudi objavljen na vseh upravnih enotah in tam. Kako pa je vaš naslov? Ivan Jurgec, Prvomajski trg 11 2319 Poljčane. To je gor v Poljčanah. Tako da to je to. Seveda, ali pa jih oddajo našim prostovoljcem, kateri so recimo pred upravnimi enotami, temi večjimi upravnimi enotami, in oni pol meni dostavijo te podpise. Zdaj mogoče, če bi še tukaj le en poziv ljudem, kateri bi mogoče želeli še pomagati pri zbiranju, da mogoče me kontaktirajo, pa da dorečemo stvari okoli tega prostovoljstva, ker da lahko poširimo informacijo, tudi mogoče pri manjših upravnih enotah in ker drugače ne vejo ljudje, na ta način pa lahko podamo informacijo ljudem, no. Torej, hvala lepa, gospod Jurgec. Vi ste iniciativa Povezani smo, borite se za to, da bi gotovina ostala. Torej, hvala lepa za te informacije. Mislim, da so bile te informacije našim gledalkam in gledalcem tudi zanimive in interesantne. Sedaj imajo tudi možnost, da
da vas podprajo in da se nekako tudi zavzamejo za gotovino, pač če želijo, dobili so koristne informacije. Tako da hvala lepa za obisk našega studia in seveda želimo vam čim več uspeha pri tej vaši iniciativi. Hvala lepa vam za povabilo in srečno. Ne. Vem, da nam bo uspelo, ne. S podporo vas in vseh ostalih. In ljudje se zavedamo, da je gotovina pomembna in mora ostati, ne. Kot izbira.